Če bi eno podjetje nocoj ugasnilo svoje sisteme, bi bolnišnice odpovedale, dobavne verige bi se ustavile, vojaške operacije pa bi lahko potonile v temo. To niso Google ali Microsoft, to je Palantir Technologies. Medtem ko so bili vsi zaposleni s ChatGPT, ki piše eseje in e-pošto, je Palantir postal skriti operacijski sistem ameriške vojske, britanskega NHS in ključne infrastrukture po vsem Zahodu. Ljudje morda mislijo, da je Palantir samo strašljivo podjetje za podatke. Ni tako. Palantir ne želi vaših podatkov, želi upravljati resnični svet. In najbolj strašljivo je, da to že počne. Prvo poglavje, 48-urni zlom. Morda se sliši dramatično, vendar ima Palantir sposobnost ohromiti narode. V Združenem kraljestvu je Palantir prepleten z osnovami javne zdravstvene infrastrukture države. Če bi umaknili svojo programsko opremo, bi upravitelji bolnišnic izgubili dostop do ključnih nujnih sistemov, ki jim omogočajo nadzor nad pretokom pacientov. Klinike bi izgubile sposobnost napovedovanja tveganja, določanja prioritet pacientov in dovolj hitrega premikanja ljudi skozi oskrbo, da bi rešili življenja. Osebje bi bilo prisiljeno uporabljati počasnejše elektronske sisteme zdravstvenih kartotek, medtem ko bi se čakalnice polnile in bi pritisk naraščal. Medtem bi se v večjih ladijskih pristaniščih in logističnih središčih po svetu začeli pojavljati zastoj. Bistveno blago, kot so živila, bi doživelo ogromne zamude. Optimizacija poti bi se sesula, kar bi povzročilo globalni kaos. Tudi v bojnih območjih bi se posledice občutile. Tokovi taktičnih obveščevalnih podatkov bi zamrznili, zaradi česar bi bili poveljnikom na fronti nevidni prihajajoči grožnji. Ne bi mogli načrtovati učinkovitega odziva. Življenja ljudi bi bila takoj ogrožena. Najprej pa se želimo zahvaliti sponzorju današnjega videa World of Warships. Ste si kdaj želeli poveljevati nekaterim najbolj ikoničnim vojnim ladjam v zgodovini? World of Warships je brezplačna taktična pomorska bojna igra, kjer prevzamete nadzor nad rušilci, križarkami, bojnimi ladjami, letalonosilkami in podmornicami, vsaka svojo vlogo, strategijo in slogom igranja. In prav zdaj je popoln čas, da se pridružite, saj World of Warships praznuje 250. obletnico ZDA s posebnim dogodkom ob Dnevu neodvisnosti. Od 17. junija do 15. julija lahko igralci se podajo v bitke skozi zgodovino, si prislužijo ekskluzivne nagrade in praznujejo ameriško pomorsko dediščino skozi zgodovinske slike, pripovedne stopnje in nagradne videoposnetke. Kar mi je res všeč, je kako enostavno je začeti. Lahko se pridružiš bitkam s prijatelji, izbereš ladjo, ki ustreza tvojemu slogu in sodeluješ s svojo ekipo na zemljevidih s podrobnimi ladjami, realističnimi učinki vode, dinamičnim vremenom in posodobljeno grafiko, ki naredi vsako bitko veličastno. Med dogodkom ima vsak teden svoja pot napredovanja. Napredek pa lahko dosežeš že samo z igranjem. Poleg tega, če odigraš eno bitko med posodobitvijo 15.5, boš v orožarni odklenil brezplačen rojstnodnevni paket s kamuflažo neodvisnosti stopnje 10, učinkom uničenja Betsy Ross in 3 plenilskimi škatlami dogodka neodvisnosti. Novi in povratni igralci lahko uporabijo vabilno kodo USA 250 za pridobitev nagrad, kot so 1 milijon kreditov 7 dni premiuma, 500 dublonov kamuflaža Stars and Stripes, premium križarka USS Albany in premium rušilec USS Smith. NATO po 10 bitkah. Lahko izbereš med South Carolina, St. Louis ali Wicks. In za ljubitelje pomorske zgodovine se Naval Legends Cruisers vrača na Kickstarter z ekskluzivnimi predmeti in forijsko kartico ladje USS Indianapolis, če jo dodate na seznam želja pred začetkom kampanje. Zato praznuj 250 let neodvisnosti tako, da se pridružiš floti. Klikni na povezavo v opisu in uporabi USA 250, da začneš danes brezplačno igrati World of Warships. To je le okus tega, kako daleč segajo lovke podjetja Palantir. Poudarja, brezprimerno raven moči in vpliva, ki si jih je to podjetje pridobilo v ozadju. Ker še vedno veliko ljudi napačno razume, kaj to podjetje v resnici je. Menijo, da gre za nekakšnega odpadniškega posrednika podatkov, za skrivnostno entiteto, ki preži v ozadju interneta, sesa zasebne informacije in jih prodaja najvišjemu ponudniku. Toda to ni tisto, zaradi česar je Palantir nevaren. Palantir je v resnici veliko bolj razlagalec podatkov kot njihov zbiralec. Ne ukvarja se z lastništvom, shranjevanjem, zbiranjem ali celo monetizacijo podatkov potrošnikov v tradicionalnem smislu. Namesto tega gradi strukturne podatkovne tokove, algoritmične mehanizme in napredne uporabniške vmesnike, ki podjetjem omogočajo razumevanje obsežnih in zapletenih baz podatkov, ki jih zbirajo. To je pomembneje, kot si morda mislite, saj živimo v vse bolj podatkovno usmerjenem svetu. Takšnem, ki je presegal kritični prag, točko kompleksnosti, od koder ni več povratka. Sistemi, na katere se sodobna družba zanaša, da ohranja pri življenju milijarde ljudi, so postali tako zapleteni, da jih ne moremo več upravljati sami. Preprosto je preveč podatkov, da bi jih lahko obvladali. V to praznino je stopil Palantir.
Res je, da nima v lasti teh podatkov, vendar ima v lasti programsko opremo, ki te podatke naredi berljive, obvladljive in uporabne. Ustvaril je nekaj, brez česar so večine vlad in podjetij ugotovile, da ne morejo delovati. Sistem, ki je sposoben narediti red iz kaosa. To mu je na to pomagalo, da je postal eno najmočnejših podjetij na svetu. In vse se je začelo z eno največjih obveščevalnih napak vseh časov. Drugo poglavje. Duh 11. septembra. Da bi razumeli, kako se je ta nevidni sistem zasidral globoko v infrastrukturo zahodnega sveta, moramo se vrniti na enega najtemnejših dni v sodobni zgodovini. 11. september 2001. Dan najhujšega terorističnega napada doslej, ko je bilo izgubljenih skoraj 3000 življenj. Po zrušitvi Svetovnega trgovinskega centra je eno najpomembnejše vprašanje odmevalo po hodnikih redakcij, vladnih uradov in obveščevalnih agencij. Bi bilo mogoče napad preprečiti? Ameriške obveščevalne agencije so imele vse podatke, ki so jih potrebovale, da bi natančno ugotovile, kaj so teroristi načrtovali. V dneh in tednih pred napadom je NSA prestregla komunikacije, v katere so bili vpleteni znani operativci. FBI je imel terenske zapiske o sumljivih posameznikih, ki so obiskovali letalske šole. CIA je pridobila številne obveščevalne podatke, ki so dejansko razkrili celoten načrt. Vedeli so, da teroristi razmišljajo o uporabi letal kot orožja. Vedeli so, da Osama bin Laden načrtuje obsežen napad in obveščevalne agencije so celo identificirale nekatere prihodnje ugrabitelje že tedne pred 11. septembrom. Vsi namigi so bili tam, vendar jih niso mogli povezati. Bilo jih je preveč. Analitiki pri FBI so videli en del, CIA pa drugega. Nihče ni uspel vsega povezati in razumeti, kako velik dogodek se pripravlja, dokler ni bilo prepozno. Do neuspeha ni prišlo zaradi pomankanja obveščevalnih podatkov, temveč zaradi pomankanja povezovanja. Če bi bili sistemi različnih agencij bolje povezani, bi lahko rešili na tisoče življenj. Kaj takega se ni smelo več ponoviti? Treba je bilo najti rešitev. Na sceno stopi Palantir. Podjetje, ki sta ga ustanovila Alex Karp, Peter Thiel in majhna ekipa inženirjev, si je zadalo cilj ustvariti sistem, ki bi lahko združil razdrobljene signale v eno okolje. Sistem, ki bi lahko integriral ogromne količine podatkov iz različnih virov na eno samo platformo. Uporabniki bi imeli božanski pregled nad vsem, kar so analizirali. Nenadoma je bilo prepoznavanje vzorcev in kartiranje omrežij lažje kot kdajkoli prej. Toda lovljenje teroristov je bil le beta preizkus. Pravi preboj je bil ugotoviti, kako računalnik naučiti razumeti fizični svet. Tretje poglavje. Digitalni dvojček. Kaj je ontologija? Za vzponom podjetja Palantir Technologies stoji na videz preprosta ideja, imenovana ontologija. In da bi razumeli, zakaj je to pomembno, morate najprej razumeti najljubšo rešitev korporativnega sveta za preobilico informacij – podatkovno jezero. Primerno poimenovano je kot ogromno digitalno rezervoar, kamor lahko podjetja učinkovito odlagajo vse svoje podatke. Ni pomembno, od kod podatki prihajajo, v kakšni obliki so, ali so strukturirani ali nestrukturirani. Vse preprosto gre v jezero. To lahko vključuje vse od strežniških dnevnikov do podatkov z družbenih omrežij, slik, videoposnetkov, besedilnih datotek, finančnih baz podatkov in še veliko več. In to prinaša očitne omejitve. Podatkovna jezera so odlična za shranjevanje ogromnih količin informacij, vendar se v trenutku, ko poskušate te podatke dejansko uporabiti, vse začne podirati. Ker se večina podatkovnih jezer s časoma spremeni v podatkovna močvirja, so motna in neurejena, sestavljena iz milijonov vrstic besedila in številk, vendar brez kakršnekoli razlage, kaj ti simboli pomenijo. Palantir je želel to spremeniti, zato je ustvaril ontologijo. To je digitalni dvojnik oziroma klon delovanja podjetja. Vse nepovezane podatkovne točke podjetja so organizirane v posebne kategorije objektov, dejanj, lastnosti in povezav. Medtem ko podatkovna jezera zbirajo informacije v neskončne, nerazumljive vrstice besedila in številk, jih ontologija organizira v pojme iz resničnega sveta, ki jih ljudje dejansko lahko razumejo. Ko se uporabnik prijavi v vmesnik Palantirja, ne vidi nepreglednih preglednic ali vrstic abstraktne kode. Vidijo intuitivne vizualne ekosisteme medsebojno povezanih vozlišč. Administrator bolnišnice lahko vidi predmete z oznakami, kot sta postelja ali pacient, s povezavami, ki jih povezujejo med seboj. To jim pomaga vizualizirati premikanje pacientov po njihovih objektih in jim daje občutek večjega nadzora nad njihovim delovanjem. Vojaški poveljnik bo videl oznake, kot so tarča, dron in strelivo, kar mu močno olajša načrtovanje naslednjih korakov na podlagi dejanskih podatkov z bojišča. Skratka, ontologija oživi podatke, daje jim pomen, zaradi česar jih je lažje razumeti in so veliko bolj dragoceni za ljudi in organizacije, ki jih potrebujejo. Zato so sami Palantirjevi vodilni opisali platforme podjetja kot operacijske sisteme. To ni nekaj, kar uporabljate na vrhu svojih sistemov, ampak nekaj, kar je pod vsem ostalim in vse povezuje skupaj. Vse se združi v en sam živ model resničnosti.
Ta logika, razvita za vojaško rabo, je bila za civilni svet le teoretična. To je bilo tako, dokler globalna katastrofa ni prisilila zasebnega sektorja, da jo sprejme. Četrto poglavje. Operacija Warp Speed. Dokaz v civilnem svetu. Danes je Palantir eno največjih podjetij na svetu. Toda v prvem desetletju svojega delovanja je zelo malo ljudi sploh slišalo za to podjetje. Obstajalo je predvsem v tajnem sektorju, kjer so ga videli kot specializirano orodje s posebnim namenom, ki je pomagalo vojaškim obveščevalnim in protiterorističnim agencijam odkrivati grožnje in preprečevati tragedije. Leta 2013 je bil seznam strank podjetja kratek, vendar so ga sestavljale nekatere najmočnejše agencije na svetu. NSA, FBI, CIA, ameriško vojno letalstvo, marinci, celo vojaška akademija West Point. Na to je prišel še en ključen trenutek v sodobni zgodovini, ki je oblikoval prihodnost Palantirja in celotnega sveta, kot ga poznamo. Svetovna pandemija COVID-19. Ko se je nov smrtonosni virus razširil po planetu, se je vlada Združenih držav Amerike soočila z enim najzahtevnejših logističnih izzivov vseh časov – operacijo Warp Speed. Cilj je bil razdeliti dobesedno stotine milijonov odmerkov zelo nestabilnega in na temperaturo občutljivega cepiva proti COVID-19. Nemogoče je preceniti velikost tega izziva ali količino podatkov, ki so bili vključeni. Cepiva so morala priti ob pravem času na prava mesta in do pravih ljudi, ki so jih najbolj potrebovali. Velik del teh podatkov je bil razpršen po drugih sistemih in silosih, ki niso bili le ločeni, ampak tudi zgodovinsko nezdružljivi med seboj. Toda Palantir je zagotovil rešitev Tiberius, ki je bila posebej zasnovana za Ministrstvo za zdravje in socialne zadeve oziroma HHS za upravljanje. Logistiko in distribucijo cepiv proti COVID-19 je Tiberius integriral podatkovne tokove iz 50 zveznih držav 8 ozemelj in tisočev zasebnih lekarn. Dejansko je bil odgovoren za združitev 50 različnih sestavljank v eno samo sliko. Vse v realnem času. To je bil trenutek resnice za Palantir. Bil je čas, da zasije in dokaže, da ni namenjen zgolj vojaškim aplikacijam, ampak lahko prinese tudi neprimerljivo vrednost civilnemu gospodarstvu. Podjetje je izpito pravilo z odliko. Tiberius je naredil točno to, kar si je zadal. Združil je podatke o javnem zdravju, demografiji in zalogah iz številnih agencij, zveznih držav in zasebnih partnerjev. Zagotovil je potrebne vpoglede in orodja, da so pristojni organi lahko spremljale pošiljke, preprečevale ozka grla in organizirale razdeljevanje cepiva. Spremljal je vsako vijano, od proizvodnega obrata do roke pacienta, ter nadzoroval distribucijo skoraj milijarde odmerkov v celoti. To je bil šele začetek uspešnega niza podjetja Palantir. Medtem ko je Tiberius dokazal, da lahko programska oprema podjetja Palantir reši življenja v velikem obsegu, je naslednja uvedba dokazana, da jih lahko tudi vzame z neprimerljivo hitrostjo. Peto poglavje. 3-minutna veriga ubijanja. Izvidniki prepoznajo potencialno sovražno tarčo. Brezpilotna letala so poslana, da potrdijo identiteto tarče in natančno določijo njeno lokacijo. Njihovo gibanje spremljajo v realnem času, medtem ko izberejo ustrezno orožje za uničenje tarče. Poveljstvo izda ukaz, izbrano orožje je izstreljeno, tarča je mrtva. To je primer verige ubijanja, zaporedja dogodkov, ki sestavljajo standardni vojaški napad. V preteklosti so ti dogodki lahko trajali ure ali celo dneve. Ti razmeroma dolgi časovni okviri so bili večinoma posledica težav povezanih s podatki. Potrebovali so čas, da so informacije potovale med sistemi in ljudmi, kar je zavlačevalo odločitve. To je ciljem dalo čas, da pobegnejo ali izginejo z radarskih zaslonov. Toda na bojiščih vzhodne Evrope je bil časovni okvir verige ubijanja drastično skrajšan zaradi Palantirja. Ruska invazija na Ukrajino je Palantirju ponudila priložnost, ki se je ujemala z njegovimi prvotnimi vojaško usmerjenimi ambicijami. Ukrajina je bila precej manjša država, z veliko šibkejšo vojsko kot njen nasprotnik. Strokovnjaki so ocenili, da ima v konvencionalnem spopadu skoraj 0% možnosti za uspeh. Edini način, da bi preživela, kaj šele imela kakršnokoli možnost za zmago v vojni, je bil, da ponovno napiše pravila spopada. Palantir je to omogočil. Kijevu je dal programsko opremo, ki mu je omogočila, da je skrajšal verigo odločanja za napad na manj kot 3 minute. Celoten postopek prepoznavanja in uničenja sovražnikove tarče se zdaj zgodi hitreje, kot traja pogrevanje zamrznenega obroka v mikrovalovni pečici. Način, kako to počne, je v marsičem podoben načinu, kot je bil uporabljen pri operaciji Warp Speed. Palantirjeva platforma samodejno prejema, obdeluje in združuje podatke iz različnih vojaških virov. Prejema posnetke brezpilotnih letal, termalne senzorje, šifrirane radijske komunikacije in satelitske slike. Sistem nenehno zbira, centralizira in samodejno analizira te podatke. NATO pomaga operaterjem prepoznati cilje, izpostaviti anomalije in se odločiti za najprimernejši ukrep za napad. To počne ob upoštevanju številnih dodatnih dejavnikov, kot so trenutne vremenske razmere in zaloge streliva.
To je kot vse Venom sistem za nadzor vojaških misij, vendar to počne, ne da bi popolnoma prevzel nadzor nad procesom od zaznave cilja do napada. In to je pomembna razlika. Ljudje se že dolgo bojijo, da bo umetna inteligenca nadomestila človeške odločevalce v vojski. To bo uvedlo novo dobo vojskovanja, v kateri se bodo med seboj borili agenti umetne inteligence. V resnici je platforma Palantir bolj sistem s človekom v zanki. Vloga umetne inteligence je, da utiša šum prevelike količine informacij in ljudem posreduje natančne podatke, da lahko sprejmejo 1000 premišljenih odločitev na uro namesto 10. Toda takšna hitrost odločanja v vojni ni nikoli ostala izključno na bojišču. Podjetja so si želela prav takšno moč nad svojimi trgi. 6. poglavje. Korporativni živčni sistem. Do te točke Palantirjeva platforma ni bila več zgolj sanjarija ali potencialni uspeh. Bila je preverjena rešitev z impresivnimi uspehi tako na področju obrambe, kot pri upravljanju nacionalnih kriz. Edino vprašanje, ki je ostalo, je bilo, kje bo naslednjič uporabljena. In odgovor se je kmalu pojavil. Maloprodajni sektor. S preusmeritvijo v zasebni sektor je Palantir isto tehnologijo napovedne operativne logike vključil v vsakodnevne delovne procese podjetja Coles, ene največjih avstralskih verig supermarketov. S 27% tržnim deležem je to eno največjih imen na avstralskem trgu živil. Njegovi vodilni želijo utrditi status podjetja z vključitvijo Palantirjeve tehnologije za optimizacijo upravljanja zaposlenih in zalog. In prav to se je tudi zgodilo. Palantirjeva platforma zdaj vsak dan obdela 10 milijard vrstic podatkov v več kot 840 trgovinah Coles. Za boljšo predstavo, to je več kot dovolj podatkovnih točk, da bi lahko vsakemu človeku na planetu vsak dan pripravili njegovo osebno nakupovalno listo. S kombiniranjem zgodovinskih podatkov, kot so pretekli prodajni trendi in nakupovalni vzorci, z aktualnimi operativnimi informacijami, Palantirjev program omogoča vodjem trgovin, da se odzovejo v realnem času. Prilagodijo se izmene zaposlenih. Dostave se preusmerijo in optimizirajo. Program določa, kako trgovina deluje iz trenutka v trenutek, vse do najmanjše podrobnosti. A podjetje se pri tem ni ustavilo. Širilo je svoje korenine po vsem svetu, iskalo nove priložnosti in dodatne panoge, v katere bi se lahko razširilo. V Združenem kraljestvu je bila tehnologija Palantirja uvedena po celotnem NHS, da bi obvladali zaostanke in poenostavili čakalne sezname pacientov. Združila je evidence pacientov in druge informacije, kot so urniki specialistov in razpoložljivost operacijskih sob, v enoten sistem. Zaradi tega je Chelsea in Westminster NHS Trust po prehodu na Palantir Foundry poročal o 28% zmanjšanju čakalnih seznamov za bolnišnično zdravljenje. To je enako, kot če bi vrsto 10 000 čakajočih ljudi zmanjšali na samo 7200. To je impresivna statistika in Palantir jo je od takrat izpostavil kot dokazano merilo vpliva svoje platforme. Vendar pa je British Medical Journal kasneje podvomil veljavnost te številke. Postavil je vprašanje, ali je bilo to zmanjšanje res v celoti zasluga Palantirja, ali pa je bilo posledica širšega nabora dejavnikov, kot so ponastavitve po pandemiji. Kakorkoli že, osnovni strukturni trend je jasno viden. Od trgovin z živili do bolnišnic vse več industrij in ustanov sprejema Palantirjevo logiko napovedovalnega nadzora. In ko se to zgodi, ko supermarketi in klinike priključijo svoj celoten obstoj v Palantirjev možgan, se pojavi nova trajna težava. 7. poglavje. Ontološka past. Razlog, da se Palantirjeva platforma lahko tako hitro in brezhibno uvede, je nekaj, kar imenujejo umetno inteligenčna platforma AIP Bootcamp. V preteklosti je bila prodaja obsežne poslovne programske opreme podjetjem s seznama Fortune 500 ali nacionalnim organizacijam dolgotrajen in zapleten proces. To lahko vključuje prodajne cikle, ki trajajo od 6 do 9 mesecev. Bilo je neskončno marketinških sestankov, prodajnih predstavitev, tehničnih posvetovanj, varnostnih pregledov in še več. S svojimi AIP Bootcampi je Palantir uspel ta proces skrajšati na 5 dni. Tukaj je, kako deluje. Palantir povabi inženirje in vodilne iz organizacije v intenziven 5-dnevni integracijski program. V tem obdobju se podatki organizacije zberejo iz različnih razdrobljenih virov in prenesejo na enotno platformo AIP. Programska oprema. Palantir na to do konca tedna ustvari delujočo, popolnoma funkcionalno ontologijo podjetja. Stranka lahko odide z individualiziranim, popolnoma delujočim vmesnikom umetne inteligence, ki lahko na videz reši težave, s katerimi so se spopadali leta. Zato ni presenetljivo, da toliko podjetij po končanih izobraževalnih taborih verjame, da so naredili najpametnejše naložbe za svojo prihodnost. Toda ta izjemno hiter razvojni cikel skriva skrivno past. V trenutku, ko se institucija odloči, da svoje delovne tokove, ekipe in logistiko preslika v ontološki sloj Palantirja, se zgodi nekaj subtilnega. Prenehati je zgolj zunanje orodje in začne postajati struktura, na kateri je zgrajeno vse ostalo.
Od tega trenutka naprej je podjetje dejansko trajno zaklenjeno v ekosistem Palantirja. Vsi delovni tokovi, AI modeli ali izvršne odločitve, ki jih sprejme ali uvede, bodo zgrajeni na sami ontologiji. Recimo, da se podjetje čez nekaj mesecev odloči prekiniti pogodbo s Palantirjem. Podjetje ne more preprosto izvoziti svojih podatkov in oditi, ker čeprav Palantir ni lastnik teh podatkov, je lastnik logike, konteksta in povezav, ki tem podatkom dajejo smisel. Upravlja obsežen sistem upravljanja podatkov, na katerega se je podjetje začelo zanašati. Opustitev tega bi bila v bistvu, kot da bi nekomu poskušali odstraniti celoten osrednji živčni sistem. Skratka, Palantir je ustvaril sistem, v katerem lahko nadzoruje delovanje najmočnejših institucij na svetu. In zakaj dovoljujemo enemu podjetju, da ima toliko moči? Ker nimamo več izbire. 8. poglavje. Vrzel v kompleksnosti. Osnovni vzrok. Nekatera podjetja se povzpnejo na vrh lestvic s kombinacijo pametnega trženja, agresivnih prodajnih taktik ali celo političnega favoriziranja. In čeprav je Palantir imel koristi od agresivnega lobiranja v Washingtonu in zgodnjih političnih zavezništev, pravi razlog za njegov vzpon sploh ni političen. Gre za problem, ki se v sodobni družbi kopiči že desetletja. Zavrzel v kompleksnosti. Tehnologija se razvija hitreje, kot ji ljudje lahko sledijo. Sama hitrost in količina globalnih podatkov sta popolnoma prehiteli našo sposobnost, da bi jih vse obdelali. Ni pomembno, kako inteligenten je nekdo ali koliko izkušenj ima. Še vedno jih omejujejo meje človeške biologije. Nihče ne more dojeti neštetih podatkovnih točk in spremenljivk v realnem času, ki se nenehno spreminjajo po globalnih omrežjih. Orodja, ki jih uporabljamo za obdelavo podatkov, niso več dovolj dobra. Navsezadnje lahko zastarele arhitekture podatkovnih baz in Excelove preglednice potisnete le do določene meje. Če bi človeštvo nadaljevalo po tej poti brez kakršnihkoli sprememb, bi bile posledice lahko katastrofalne. Obseg in zapletenost podatkov se še naprej povečujeta. Naša sposobnost, da vse to razumemo, pa se še naprej zmanjšuje. To vodi v sistemsko slepoto in neprimerljivo operativno neučinkovitost. Dejansko je hiter tempo napredka v družbi ustvaril strašljivo potrebo po nekakšni usklajevalni plasti umetne inteligence, ki bi nadzorovala vse. Potrebujemo pomoč, da vse to upravljamo in vzdržujemo ogromna logistična omrežja, na katera se vsak dan zanašamo. Palantir je ta plast in prav to ga naredi veliko več kot le korporativnega ponudnika, ki prodaja uporabno, a zgolj operativno programsko rešitev. Namesto tega je postal temeljni omogočevalec zahodne družbe, kot jo poznamo. Globoko vgrajen zobnik v sodobnem podatkovnem stroju. To je tisto, kar preprečuje, da bi se sodobni sistemi zlomili pod težo lastnih podatkov. In če ga odstranite, se entitete in industrije, ki jih poganja, ne bodo le upočasnile ali izgubile nekaj svoje učinkovitosti. Čeprav se ne bi popolnoma zrušile, bi utrpele ogromen padec učinkovitosti. In to nas pripelje do končnega moralnega vprašanja, ki ga je postavil človek, ki je vse to zgradil. Poglavje 9. Filozofski kralj. Čeprav je imel Palantir v resnici 5 soustanoviteljev, je Aleksej Karp postal skrivnostni in pogosto kontroverzni vodja podjetja. Karp je v krogih Silicijeve doline nekakšen posebnež. Ni vseživljenjski navdušenec nad tehnologijo, prav tako ni zagovornik tega prepričanja. Da je velika tehnologija namenjena temu, da naredi svet boljši. Namesto tega ima bolj hobesovski pogled na svet in trdi, da je svet nevaren kraj. Poln je skoraj nenehnih geopolitičnih trenj, grožnja vojne in propada pa nikoli nista daleč stran. Da bi se borili proti tem nevarnostim in jih preprečili, Karp trdi, da je programska oprema, kot je Palantir, nujno potrebna. Verjame, da je to morda najpomembnejše orožje za obrambo zahodnih demokratičnih vrednot in preprečevanje popolnega sistemskega kolapsa. Njegova obramba Palantirja je povezana s širšim filozofskim vprašanjem, s katerim se danes sooča družba. Kaj se zgodi, ko ljudje ne morejo več slediti? Ali je nenehno opazovalna, nenehno optimizirajoča senčna plast umetne inteligence oblika tihega avtoritarnega nadzora? Ali pa je to edina stvar, ki preprečuje, da bi sodobna družba zdrsnila v kaos? Karp bi zagovarjal slednje in trdil, da smo že mimo točke, ko bi nas morala skrbeti individualna zasebnost ali države, ki temeljijo na podatkih. Namesto tega moramo izbrati med kaosom, ki ga vodijo ljudje, ali redom, ki ga upravlja umetna inteligenca. To je po njegovem mnenju realnost, ki smo jo ustvarili, in tisti, ki se ji moramo prilagoditi. V našem prizadevanju, da bi vse naredili hitrejše, pametnejše, učinkovitejše in bolj dobičkonosno, smo ustvarili realnost, ki je preveč zapletena, da bi jo človeški lahko obvladal sam. Zato smo prisiljeni predati ključe stroju, ki ga nikoli ne bomo mogli izklopiti. Učinek Palantirja se čuti po vsem svetu, vendar ni edini. Obstajajo še druge senčne entitete, ki vsakodnevno vplivajo na naša življenja. Več izveste v videu. Podjetje, ki nas skrivaj poseduje vse. Da vidite, kako BlackRock dejansko deluje, ali pa si namesto tega oglejte to.